Pozdravljeni. Pred nami je prvi tedenski komentar novic v letu 2021. Tudi v tem začetku leta bomo imeli 4 različne sklope. Vire do tistih originalnih člankov boste kot ponavadi dobili v opisu in tokrat kot zanimivost se bomo ukvarjali z novicami, katere so bile slučajno vse objavljene 5. januarja 2021. A začnimo kar s prvo, katera mislim, da bo zanimiva za marsikoga. Na spletni strani motosport.com smo seveda 5. januarja lahko zasledili zanimiv intervju z Petom Fryem. Ta je glavni odgovorni za nastanek šasije pri po novem ekipi Alpine. In povedal je nekaj izjemno zanimivega. Namreč bolidi v sezoni 2021 bodo po njegovem precej drugačni od onih, ki smo jih videli v sezoni 2020. Seveda, prišlo bo do nekih sprememb, katere veleva pravilnik. A Pet Fry je povedal nekaj zanimivega. Trdi namreč, da razen tistega območja okrog nosnega konusa, okrog šasije, pokrova pogonskega sklopa in menjalnika bo prišlo do ogromnih sprememb. Namreč na prej naštetem območju so možne spremembe, če ekipe porabijo tiste omejene razvojne žetone. A treba je razumeti, da Pet Fry je inženir in dobro razume, kaj lahko pomeni malenkostna sprememba, naprimer pri zavorni košari, pri bočni plošči, pri obliki kakega pomožnega aerodinamičnega profila. Med navdušenci je kar nekaj takih, ki en bolid od drugega najprej loči po barvni shemi. Drugi jih ločijo po tistih glavnih karakteristikah, a malo kdo se spusti v tiste podrobnosti, o katerih je verjetno govoril Pet. Namreč razvoj bolida Formule 1 je potekal tudi v sezoni 2020 in spremembe so bile točno tam v tistem območju, katerega je omenil Fry. Torej, lahko pričakujemo na novih bolidih, da bo razvoj dobesedno potekal v tisti smeri, ki smo jo videli v sezoni 2020. Le s tem, da bo preteklo kar nekaj časa in bodo inženirji lahko dobili boljše rešitve. Zornega kota inženirja ima Pet Fry seveda prav. A menim tudi, da povprečni navdušenec Formule 1 ne bo videl tistih sprememb, katere navaja Fry. Seveda ne s prostim očesom in poglobiti se bo moral v marsikatero analizo. A tudi to je Formula 1, da se razumemo. Marsikdo izmed vas je zasledil, da Lando Norris je pozitiven na COVID-19. Mnogi viri so objavili to novico in sam priznam, da sem jo prvič zasledil na spletni strani znane italijanske revije Autosprint. Nič kaj takega, kajti sama ekipa McLaren je objavila tisto izjavo, po kateri so vse te novice nastale in vemo, kateri je originalni vir. Lando je dobil virus sredi dopustovanja v Dubaju, vsaj tako navajajo. In ta izjava lahko sproži kar nekaj zanimivih vprašanj. Prvič, to, kako je Lando sploh prišel v kontakt z virusom. Je bil nepreviden, se ni držal tistih varnostnih procedur, o katerih smo tolikokrat govorili med samo sezono 2020, ali je prišlo do nekega posrednega kontakta, da je bil nekdo zraven njega nepazljiv in mu je nehote prinesel virus. Ne vem.
Zanimivo je pa to, da v sezoni 2020 smo že videli voznike, kateri so bili pozitivni in da vas spomnim, Sergio Perez, Lance Stroll, Lewis Hamilton. To, da je pozitiven Lando Norris sedaj, ne pomeni nič. Opozarja pa nas na to, da virus še zdaleč ni izginil iz naših življenj in da bomo verjetno videli še kako menjavo tudi v sezoni 2021. Seveda, v virih se pojavljajo tudi govorice, kako bi lahko marsikatera velika nagrada bila prestavljena ali zopet odpovedana. Gre samo za govorice. O tem bomo govorili, ko bomo imeli kakšno uradno potrjeno novico in izjavo. Do takrat pa pojdimo raje naprej. Verjetno je marsikateri navdušenec malce z žalostjo v srcu prebiral tiste vrstice, ki sem jih sam zasledil na spletni strani racefans.com. Namreč tam navajajo, da v sezoni 2022 bo Williams začel kupovati določene elemente na tržišču, bolje rečeno od Mercedesa. In govori se o menjalniku in drugih delih, kateri se ne nahajajo na tako imenovanem spisku listed parts. Namreč tako se bodo pri Williamsu odrekli delčku onega statusa konstruktorja. Bili bodo bolj podobni naprimer ekipi Aston Martin oziroma Haas, Alfa Romeo Racing in še bi lahko našteval. A pojdimo malce po vrsti. Na prvi pogled novica ni presenetljiva, kajti izdelati svoj menjalnik pomeni porabiti bistveno več sredstev, kot ga kupiti na tržišču. Pri Williamsu so tehnološko, lahko rečemo, v rahlem zaostanku in da bi ulovili konkurenco, bi morali v to področje vlagati bistveno več in morda je za vsem tem le ekonomska odločitev. A bodimo pazljivi, morda obstaja še druga možnost. Namreč, kot sem povedal, razvoj celotnega menjalnika je izjemno kompleksen in tudi drag proces. Vemo, da je vstopil v sezoni 2021 tako imenovani budget cap, kateri se bo še zmanjševal v naslednjih sezonah. In vemo, da pri Williamsu imajo kapacitete za projektiranje menjalnika in vseh drugih hidravličnih delov bolida. Kaj pa, če velja tisto, kar je omenil Lawrence Barretto v F1.com isto tako 5. januarja? Govoril je v svoji analizi, da Williams bo res kupoval določene komponente od Mercedesa. A po drugi strani bo prišlo do izmenjave informacij in navaja, da iz Williamsa v Mercedes in z Mercedesa v Williams. Lahko si predstavljamo tudi drugačno rešitev, a gre za čisto špekulacijo, da ne bo pomot. Namreč, pravilnik nikjer ne veleva, da mora konstruktor izdelati kompletne komponente. Nekatere dele menjalnika bodo lahko izdelali pri Williamsu, druge bodo lahko izdelali pri Mercedesu in si jih izmenjali in dali skupaj. Kaj bi to pomenilo? Da bodo stroški razvoja porazdeljeni v dve ekipi, kar bo bistveno doprineslo k temu, da bo budget cap nekako modro zaokrožen. A gre za mojo idejo, katera se kot ponavadi lahko pokaže kot napačno. A po mojem je zanimivo razmišljati tudi v tej smeri. A okrog Mercedesa še nismo končali. Na koncu bi se še rad ustavil pri izjavi, ki jo je podal Toto Wolff. Zasledil sem jo na spletni strani Motosport in je zanimiva pravzaprav zaradi pristopa, ki ga kaže Toto Wolff. Namreč povedal je, da pri tovarniški ekipi Mercedes nekako vlada nek skepticizem in celo pesimizem glede na prihajajočo sezono.
Mnogi navdušenci bi si lahko mislili, da pri Mercedesu vidijo vse rožnato, namreč od sezone 2014 so zmagali vse naslove svetovnega prvaka in vsi bi lahko pričakovali, da tudi v sezoni 2021 bo tako. A Toto Wolff pravi, da niso prepričani v svojo premoč. In tu je treba dodati, da lahko gre samo za igro, ampak če se malce zamislimo, da tudi pri Ferrariju so mislili, da njihov SF1000 bo bolj spodoben od tistega, kar smo na to videli na progi, morda Toto Wolff govori tudi malce resnice. Namreč vsaka ekipa se trudi narediti najboljši bolid po svojih močeh, ampak šele na tistih prvih testiranjih lahko vidijo, kje pravzaprav približno so. Vsakdo izmed nas si lahko predstavlja, da 2 sezoni od tega pri Williamsu so bili prepričani, da njihov bolid nima tistih napak, ki so se pokazale pred začetkom zimskih testiranj. A ko je bilo enkrat treba pokazati bolid v realnosti na progi, so se napake pojavile. In zato ta pesimizem in skepticizem, katerega pravi, da imajo pri Mercedesu, je lahko po svoje tudi pozitivna zadeva. Pripravljeni morajo biti na vse. In to je zadnji sklop tega prvega komentarja novic v sezoni 2021. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.